Torej, naj zaključim po kirurško na kratko z 4 točkami. Državotvornost. Akademska medicina mora biti razvojna priložnost za celotno državo. Nekoč smo bili v 24-milijonski državi in je bil Klinični center Ljubljana vrhunska ustanova v tistih časih. Zdaj so nas ponekod prehiteli. Spomnite se dogajanja v okviru NIOSB, ko Slovenci nismo sami znali rešiti vrhunske medicine na tem področju, so se v naših okolici, v Srednji Evropi, razvili ustrezni centri, ki rešujejo tudi slovenske probleme. Drugič, pomanjkanje podzakonskih aktov. Mi imamo zakonodajo, ki je na področju zdravstva bila napisana v glavnem leta 1992. Nujno je potrebno urediti zakonski odnos med univerzama in zdravstvenimi zavodi. Naziv univerzitetni ne pomeni, da je res da ima karkoli drugega za univerzo, da se tam dela zahtevna medicina. In zdravniki, ki so v univerzitetnem kliničnem centru, so čisto navadni javni uslužbenci, zasuti za vsakodnevno rutino. Tretjič, gre za neenakost. Namreč sedanja klinična centra sta istočasno tudi regijski bolnišnici, zasuti za vsakdanjo rutino, kar je krivično do prebivalcev v teh dveh regijah. In četrtič, huda destimulativnost vlada na področju medicinske znanosti. Naši najboljši mladi grejo v tujino. Spomnite se ankete študentov obeh medicinskih fakultet pred 2 letoma. Tik pred covidom je bilo objavljeno ankete študentov višjih letnikov obeh MF-jev, kakšne načrte da imajo, ko bodo diplomirali. Se spomnite? Ni se. Gre za potrebo prepoznati ceno raziskovalnega dela na področju medicinske znanosti in nikakor ni prav, da so učitelji, raziskovalci, fakultetni učitelji, plačani nižje od svojih učencev, ki so rutinirani praktiki. Če hočemo, da ne požagamo vejo, na kateri sedimo, moramo najboljšo mladino ohraniti pri nas doma.